Vse se začne, ko gremo v trgovino. Vedno nabašem steklene dozice. Sadje in zelenjavo spravi v svojo bombažno vrečko. Kosmiče, testenine in podobne stvari kupuje na rinfuzo. Ker nakupuje s svojimi posodami, tudi lažje kupi količino, ki jo dejansko potrebuje, in zato zavrže manj hrane, kot če bi bila ta predpakirana. V trgovini Rifuzl v Ljubljanski Šiški pa v plastični embalaži ni ne duha, ne sluha. Kdorkoli pri nas nima embalaže s sabo, nobenega problema, imamo tukaj en kotiček, prazne rabljene embalaže. Lahko pa seveda svojo prinesejo s seboj ali pa v trgovini kupijo novo stekleno embalažo. Ne delamo pa nobenih izjem pri plastiki, to je pa 100% brez plastične embalaže. Embalaža je nujna zaradi mikrobiološke varnosti živil in načeloma naj bi bila vsa embalaža na slovenskem trgu varna. Vendar pa moramo z njo pravilno ravnati in jo tudi pravilno izbirati, pojasnjuje doktorica Milena Horvat z Inštituta Jožef Štefan. Naprimer, ko kupujemo kislo zelje ali repo. To je kislo, ne? In če je kislost prisotna, je lahko izločevanje teh substanc iz materijala, v katerem je toliko povečana. Ne kupim zelja ali repe, ki je pakiran v plastik. Še posebej se moramo izogibati predpakiranim živilom, ki jih termično obdelujemo v embalaži. Tole je na primer priprava riža, pri kateri tvegamo, da mikroplastika in drugi dodatki v embalaži pridejo v sam riž. Ko to damo noter v vročo vodo in ko to kuhamo, je seveda možnost, da te snovi prehajajo potem tudi v vsebino riža toliko večje.